tam do 4. razreda se je dogajalo, se pravi izključevanje iz skupine, da so se punce pogrupirale in da grdo govorijo o tebi. S temi puncami se nisem hotela o tem sploh pogovarjati, ker sem mislila, da bo situacija še poslabšala. Delala sem to, kar so one rekle. Bila sem ful žalostna, povedala sem mami. Jaz sem v bistvu to rešila čez čas, tako da sem si druge prijatelje našla. Psihično nasilje je ponavadi težko prepoznati. Vedno bo malo tabu tema, zaradi tega, ker se bojimo govoriti, zaradi tega, ker s tem bi mogli priznati, da se je to dejanska težava in da se to dogaja, kar je pa v bistvu grozen na nek način. Če se vidim, da se kdo pač ko tepe ali pa kaj tasga probam ustaviti ali pa kaj, če pa tudi jaz nimam glih do une osebe ali pa da je pač nasilje upravičeno, pa nek način ga ne spodbujam, ne nič, ampak grem sam pač lepo stran. Tistega, ki se nate spravlja, ignoriraš, poveš odrasli osebi, poveš svojim prijateljem. Komorkoli, ki se počuti varno, da mu to pove. Psihologinji vsake toliko časa pač pridete v naš razred in nam predstavite nasilje, kakšne so rešitve, kakšni so tu vzroki, zaradi tega, da probamo razumeti in ne samo obsojati nasilje. Lahko izhaja iz problemov iz družine, lahko izhaja iz zabave, iz dolg časa celo, ali pa da bi se tista oseba, ki izvaja nasilje nad drugim, da bi izpadla bolj cool pred drugimi. Kot prvo, če sam ne izvajaš nasilja, bo slej ko prej vedno manj ljudi, ki izvajajo to nasilje. Kot drugo pa, ne se biti vskoči noter nekaj reči. Če ne drugega, saj pa do tistega, ki ima težave, pa vidiš, pa ga probi mu povedati, da ni sam kriv za to in da lahko poišče pomoč, da ni sam.